Vsak dober zdravnik svoje delo opravlja z vso odgovornostjo, z najboljšim strokovnim pristopom, ki je na voljo, pri čemer skupaj s celotnim timom poskrbi, da je zdravljenje opravljeno na kakovostni ravni z upoštevanjem vseh standardov, ki v to storitev seveda vnesejo tudi varnost. Obstajajo pa tudi odstopanja, kot v vseh poklicih. Pa vendar bi rekla, da je zdravniška predanost seveda ob podpori vseh profesij, ki sodelujejo pri obravnavi, diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji bolnikov, tista, ki pešajoče javno zdravstvo že desetletja pomaga držati nad gladino, pod katero se pretaka množica sistemskih anomalij. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, zakaj se torej ob vsem tem, ob zdravniški stavki, ki si jo bomo vsi zapomnili kot doslej najdaljšo stavko na Slovenskem, fokus usmerja v zahtevo po boljših plačah, kot da je to edini imperativ, na katerega ob slabih pogojih za delo v zdravstveni sferi in nedopustno velikem številu čakajočih pacientov cilja in opozarja zdravništvo. Kakšne utegnejo biti posledice tega dogajanja? Jaz bi uvodoma vas pozdravil. Uvodoma bi pa pravzaprav rekel, da je vse skupaj nažalost morda nekoliko napačno razumljeno. Zavedati se moramo, da je vlada dala jasno obvezo, da vkolikor se steber ne bo uredil, da pač bodo zdravniki dobili tiste neke dodatke oziroma na drug način bodo urejali, se pravi, njihove plače. In dejansko v bistvu, kar je pravzaprav večkrat preslišano, se pravzaprav v tej stavki večkrat omeni tudi, da bi radi imeli boljše pogoje dela, da bi lažje delali, da bi zaradi tega oziroma da bi moralo biti zdravstvo bolj organizirano in bi s tem precej stresa, ki je na ramenih zdravstvenih delavcev, ne samo zdravnikov, se uredilo. Ne govorim samo o same organizacije, ampak tudi delovni pogoji bi morali biti ustrezni. Neredko pravzaprav mediji poudarjajo, da smo zdravniki krivi za čakalne dobe, kar seveda ni res. Jaz večino kolegov mojih predano dela, tako kot ste uvodoma povedali, delajo v bistvu več, kot je treba, in pravzaprav so v bistvu tisti odločevalci v samem zdravstvu, tisti, ki morajo poskrbeti za ustrezne pogoje, za to, da bi se čakalne dobe skrajšale. Zdravniki pač delamo, jaz mislim, da tudi če pogledamo razne analize, ki sem jih v zadnjem času videl, samo v kliničnem centru pravzaprav ne delamo nič manj, oziroma za te razmere, ki je zdaj v bistvu 8 hiše zaprta, manj postelj, naredimo praktično enako, kot smo delali prej, ob seveda precej večjem naporu in organizaciji. Tako da jaz mislim, da storilnost pa produktivnost, ali pa produktivnost, ne vem, ko se temu pravilno pravzaprav reče, ni nizka. Še zlasti so bile tudi narejene analize s podobnimi centri, mi se lahko primerjamo s podobnimi centri v tujini in za njimi nič ne zaostajamo, v bistvu na zdravnika oziroma na zdravstveno osebje naredimo celo več, kot pa v nekaterih drugih takih bolnišnicah. Moramo vedeti, da je ta naša bolnišnica poleg vse medicine na sekundarni ravni dela tudi terciarno medicino, zahtevne bolnike obravnava. Vsi najzahtevnejši bolniki na koncu pridejo v klinični center. In poleg tega je to še raziskovalna ustanova, kjer zdravniki in tudi drugo osebje raziskuje, kako izboljšati načine dela, prepoznati določene bolezni in tako naprej.
Objavljenih je ogromno znanstvenih člankov z te hiše. In pa seveda smo tudi šolska ustanova. Mi izobražujemo praktično vse kadre, strokovne kadre, ki nastopajo v bistvu procesu diagnostike in zdravljenja. Kako pa posledice sistemskih neurejenosti, pa naj gre za pomanjkanje kadra ali za neustrezno organizacijo dela ter slabe pogoje za strokovno na najsodobnejših standardih temelječe delo, opažate med vsakodnevno klinično prakso, za katero pravite, da je najbolj sofisticirana, v bistvu tudi najzahtevnejša, pa če se pri tem navežem samo denimo tudi na vaše sodelovanje pri transplantacijski dejavnosti. Kako vam v konkretni vsakodnevni klinični praksi te težave uspeva presegati? Ja, jaz mislim, da bi se politika morala zavedati, da to naše zdravstvo funkcionira na tak način, še vedno na kar zavidljivem nivoju, z lepimi uspehi, z dobro obravnavo bolnikov, predvsem na račun še vedno prisotnega entuziazma in pa seveda vseh tistih, ki poskušajo narediti najboljše, ne glede na vse, kar se okoli nas dogaja, ne. In pravzaprav to na način nas vse skupaj boli. Vi morate vedeti, da v kliničnem centru, pa tudi v Sloveniji, v vseh zdravstvenih ustanovah, na dan pregledanih toliko in toliko bolnikov, toliko in toliko jih je deležnih oskrbe in tudi dobrih rezultatov zdravljenja, kolikor je le mogoče. V bistvu na tapeto se pa vedno daje samo tiste neuspehe, napake, ki se seveda pri taki množici obravnav zgodijo in bi bilo čudno, če bi rekli, da nam se pa tega ne dogaja. To se dogaja po celem svetu. In dejansko se je treba zavedati, da je vsak dan narejenega ogromno dobrega, seveda pa včasih se pa dogodi kaj, ker smo najprej mi vsi skupaj žalostni, če nam kaj ne gre. Medicina je tudi zelo nepredvidljiva, ni nujno, da prepoznaš kako stanje, ker so si stanja podobna, pa so nekatera lažja, druga težja. In medicino je treba kar nekaj časa delati, da pravzaprav veš, kako vse skupaj poteka. Saj veste, zdravniki moramo biti najboljši v osnovni šoli, najboljši v gimnaziji, da sploh lahko pridemo na medicinsko fakulteto. Tam se 6 let izobražujemo in potem še 6 let ob delu delamo specializacijo, ki je vedno na koncu zaključena z specialističnim izpitom, kjer moraš v bistvu pokazati vse tisto znanje, ki ga imaš, pa še takrat seveda ni zaključeno. Izobraževati se je treba ves čas, seveda nekaj se da na kakšnih kongresih, ampak večinoma zdaj to vse poteka več ali manj prek videokonferenc. In pa, da vam ne naštejem, koliko ur v domačem okolju je posvečeno tudi dodatnemu izobraževanju. Jaz pravim, da zdravnik pride pravzaprav v tisto ta dobro formo tam nekje proti 40. letu in je v tistem vrhuncu svojega najboljšega dela tam do dobrih 50 let. In treba se je zavedati tudi, da je prav na tem področju individualna odgovornost zelo velika. Ti imaš eno veliko odgovornost do bolnika, ki ga obravnavaš. Bolnika se seveda lahko obravnava na različne načine, ampak mi se vsi trudimo, da ga čim lepše. Seveda je od vsakega zdravnika tudi malo odvisno, kakšen značaj ima, kar je seveda tudi v drugih poklicih, in ta značaj je pomemben tudi pri komunikaciji z bolnikom, pri komunikaciji s svojci. To se tudi ta mladi zdaj učijo, kako je to treba, mi smo se morali to pravzaprav sami naučiti. In seveda je
tudi ta, rečemo, empatija, ki jo ima vsak posameznik, različna. Zato ljudje ne smejo zameriti tistim zdravnikom, ki so morda bolj tihi, morda bolj zadržani, ampak naredili bojo pa najboljš, kar se da za bolnika. Ni nujno, da tisti, ki je tudi prijazen, da je tudi najboljši. To je treba seveda tudi ločiti. Je pa ob tem, seveda se vsi zavedamo, kako pomembna je moč komunikacije, kako veliko je mogoče storiti, vzbuditi zaupanje samo na tej ravni, ne zgolj s strokovnostjo. Pa bi se mogoče vendarle navezala na to, ko ste prej omenili medije in objavljanje raznolikih tem, pozitivnih in negativnih. Morda se zdi, da so pogosteje objavljene negativne, vendar se mi zdi, da to nekako ne drži. Problem je v tem, ker so te bolj odmevne, ker odmevajo recimo tudi na družbenih omrežjih in tu nastaja nekakšna povsem napačna, popačena slika resničnosti. Drži, tudi, se veste, mislim, vsaj tako kot mediji pravijo, da negativna novica je dobra novica, ker je v bistvu seveda toliko bolj gledana, ne. Zato v bistvu imamo res lahko morda napačen občutek, ker nas to tudi najbolj zaboli, ne. Da je neka zaplet bolj poudarjan kot na primer nek uspeh. Je pa res, seveda se v takem obsežnem sistemu gotovo dogaja, da včasih komunikacija ni dobra, se srečata take osebnosti na eni in na drugi strani, ki nista združljivi. Jaz mislim, da malomarnosti je malo, verjetno nekaj tudi je. Veliko pa jaz mislim, da je vse skupaj posledica te obremenitve, ker je ta pritisk na zdravnike s strani pacientov velik. Nažalost imamo odmerjenega premalo časa za bolnika, se ga poskušamo čim bolj racionalno v bistvu speljati, ampak dejansko to povzroča pri nas zdravnikih en dodaten stres in verjetno so včasih odzivi z naše strani neprimerni, čeprav se nam zdijo, da so primerni. Ampak je pa seveda, bom rekel, bolniki večinoma so zelo v redu, da se razumemo. Z večino bolnikov in svojcev imamo zelo v redu odnos, lepe komunikacije, se pa zgodi, da seveda ne. In nekako imam občutek, da so ti mediji pa tudi ta socialna omrežja včasih pravzaprav, bom rekel, ena vžigalna vrvica, da na koncu pri določeni osebi počijo, ne. Zagotovo pa so se robovi te komunikacije, tovrstnih odnosov zaostrili tudi med pandemijo, kaj ne? Ja, o tej pandemiji sem jaz zelo veliko razmišljal in pravzaprav ne vidim nekega pravega odgovora, zakaj je vse skupaj tako iz tistega pozitivnega, kako smo zdravniki pa sestre fajn, pa vsi, kar delamo, pa da se izpostavljamo, pa res veliko naredimo, tudi jaz sem prepričan, da smo mi dobro ta covid skozi speljali, kar se tiče zdravljenja, obravnave pacientov. In da se je kar naenkrat, morda zaradi slabše komunikacije politike in ne vem, medijev, to vse začelo obračati prav proti nam zdravstvenim delavcem, ker mislim, da smo bili še najmanj krivi za to. Se veste, tudi po svetu so razna cepljenja in to povzročala določene stvari, ampak mi smo bili tle v Sloveniji zelo na visokem nivoju, bom rekel, teh proti oziroma ljudi, ki so nastopali proti cepljenju, proti covidu in tako naprej. Jaz ne vem, zakaj je tako, zakaj prav v tej Sloveniji se ni zaupali strokovnjakom. Res, da so se pol pomešale razne te politične stvari, pa ekonomija, pa aparati
pa stvari, ker so se pri maskah dogajale in tako naprej, kar seveda ni bilo prav, to bi bilo treba ločiti od tega, to ni bil vse skupaj en koš. Mi smo veliko večino nas, a ne tudi dodatki, ki so bili, dodatke so dobivali tisti visoke, seveda, ki so bili ves čas tle na najtežjih delovnih mestih in tako naprej. Ostali so dobivali dodatkov manj, ampak dobivali so jih tudi drugi profili po Sloveniji, a ne, ker je seveda prav, ampak očita se pa samo zdravnikom, kakšne so dodatke dobivali in tako naprej. In ta splošno nezadovoljstvo je pravzaprav nas naredilo za v bistvu pravzaprav, ne bom rekel, ampak skoraj sovražene osebe, a ne. Jaz sem ponosen, da sem šel medicino študirati, ponosen sem, da sem zdravnik, pripadam sem kliničnemu centru, z veseljem hodim še vedno v službo, čeprav se vdaleč pripeljem, se vsak jutr z veseljem peljem, ampak moram reči, da je v bistvu bilo meni nerazumljivo, zakaj pravzaprav smo bili na način tako vrženi ali pa prikazani kot to, da nismo v redu, da se narobe dela in tako naprej. V določenih državah so imeli še bistveno hujše ukrepe, pa niso bili tak problem. Cepili so, določene države so se zelo visoko precepile, pa spet to ni bil problem. Pri nas pa ukrepi, ki seveda niso bili v redu, če pogledaš za posameznika, za veliko ljudi to ni bilo v redu, doma so mogli biti, ampak to nismo bili mi zdravniki krivi. Cel svet je takrat tako zafunkcioniral. Mi smo hodili skozi v službo in verjamem, da je bilo nekaterim, ki so bili doma, zelo težko. Ampak zdravniki smo se ves čas borili za to, da bomo imeli tisti prag bolnikov, ki jih bomo lahko še obdelali. Nas je samo skrbelo, da se bo dogodilo tako, kot se je na nekaterih delih sveta dogajalo, da bodo bolniki prišli in ne bomo imeli kisika za njih, da ne bomo imeli posle za njih, da ne bomo jih mogli sploh obravnavati. Pri nas, saj jaz ne poznam primera, tega ni bilo. Mi smo se samo borili za to, da bi lahko vse, ki bojo rabili oskrbo, nekako tudi probali čim bolj speljati. In jaz mislim, da smo jih. Tako da ta COVID je bil res, jaz si pravzaprav sam ne znam prav dobro odgovoriti, zakaj je to tako bilo. In ta politika oziroma komunikacija ni bila najboljša, ne, in ni bila zapeljana v pravo smer. Politika se zmeraj zgleda na način skuša upreti roke in zaradi tega morda nekoga rabi, da spelje pozornost na drugo stran. Jaz ne vem, a je to res, to so moje razmišljanja, ampak občutek imam, da je bilo to tako. Vaši pacienti, pa tudi kolegi, vas poznajo kot človeka, ki mu, ne glede na vse to, o čemer se zdaj pogovarjava, ne zmanjka ne strokovnega elana, ne empatije, niti predanosti pacientom. Zato me zanima, vam pa morda v teh časih, ko klinična praksa govori eno zgodbo, politika in družbeni mediji pa povsem drugačno, ta pregovorni zagon, s katerim dajete podporo tudi sodelavcem, vendarle kdaj usahne. Kakšni so občutki večine slovenskih zdravnikov, od mladih do starejših, ki danes ne stavkajo le za boljše plačilo, ampak tudi za boljši, bolnikom prijaznejši, predvsem pa dostopnejši sistem? Ja, jaz samo to lahko rečem, da meni ta elan ne bo ugasnil. Ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi to željo, kot sem že prej omenil, izgubil. Jaz z veseljem delam z bolniki,
imam krasne sodelavce, z njimi super sodelujemo. Imamo res en dober tim na našem oddelku, kjer pravzaprav nihče ne zna reči ne, ampak raj vpraša, a je še kaj za narediti, ne. In ta milje, v katerem delam, je krasen, ne, in tudi v bistvu se na ta način stvari bistveno lažje peljejo, tudi v težkih časih, a ne. Jaz mislim, da zaenkrat nam gre dobro, ne obupujemo, saj včasih kakšna slaba volja pade, jasno. Mi smo več skupaj kot z družinami, a ne, še v družinah se kdaj pa kdaj kdo skrega. Ampak vsekakor ne gre s kakršnokoli zamero, to gre v bistvu, lahko so kakšne take besede, pa potem gremo na kavo, pa se podebatiramo, to sem jaz narobe naredil, to si ti narobe naredil. In ponavadi to tako lepo speljemo. In vsaj na našem oddelku je ta entuziazem prisoten, a ne. Jaz mislim, da se nobeden od naših kolegov, tudi jaz se nikoli nisem vprašal, koliko bom danes zaslužil, ko se peljem v klinični center, a ne. Plača je pač na koncu taka, kot je. In jaz mislim, da zaenkrat nam ta želja daleč, da bi ugasnila. So včasih utrujeni, ampak ob pravilnem pristopu, mi imamo zdaj, bom rekel, šefa v najboljših letih, tako kot sem prej rekel, to je dobrih 40. In moram reči, da zna zelo dobro peljati, je tudi sam izjemno delaven, priden, tudi vzor. Jaz sem vesel, da sem ga takrat na intervjuju zbral, ki je postal moj specializant, in jaz mislim, da bi na ta način pravzaprav mogle stvari funkcionirati, da se starejši ta prav čas umaknejo, da smo pol svetovalci, on se velikokrat pride tudi posvetovati, ali pa predebatirava kakšne stvari, tudi z ostalimi seveda. In jaz mislim, da na ta način stvari potem bistveno boljš funkcionirajo, ker to je zdaj tista generacija, ki more vleči voz, ki je zdajle s kar pokvarjenimi kolesi naprej, ampak se da kolo popraviti, in če jih več porine ta voz, potem gre tudi to naprej. In mene za prihodnost tega oddelka ne skrbi, ker bo treba iti v penzion, bom šel z lahkim srcem. Tako da, ja, jaz mislim, da zaenkrat dobro delamo, da poskrbimo za vse tiste bolnike, ki je treba. Zdaj, kar se same stavke tiče, moram reči, da se na oddelku pa v kliničnem centru malo pozna, saj veste, delamo z večinoma nujnimi bolniki, z rakavimi bolniki tudi, a ne, diagnostika predvsem, ki teče, zahtevnimi bolniki, velike stare populacije, nad 65 let, tako da pravzaprav jaz imam občutek, da v tej naši hiši zelo malo stvari odpada. To so strokovna pravila, ja. Ne le stavkovna, jasna, ja, in čakanje ni dopustno. Težko odrečeš pomoč bolniku, dobro, lahko je nekaj takih, rečemo, stvari, ki počakajo, ampak takih je v tej hiši malo, ne, da lahko čakajo. In moram reči, da tudi jaz, a ne, karierna pot zdravnika je, bom rekel, različna. Greš skozi svoja razvojna obdobja, od tega, da si, ko si tam mlad, delaš določene stvari, se učiš in potem nadaljuješ kot sobni zdravnik, pa potem oddelčni zdravnik, in kasneje dobiš tudi še kakšno drugo funkcijo. In rečemo, po tem obdobju, kot sem že prej rekel, ki je, rečemo, tam dobrih 50 proti 60, a ne, začneš v bistvu, ko imaš znanje, pa sive lase, a ne, in takrat pravzaprav moraš pomagati tem mladim in postaneš konzultant, tako kot rečemo. Pri nas je to v bistvu bolj neformalna funkcija, zunaj je to zelo poznana funkcija in zelo cenjena, kjer se kolegi tudi drugih strok
posvetujejo stavo. Jaz zdaj upravljam poleg ambulante, kjer pregledam kar veliko bolnikov, tudi to stalno konzultantsko službo, kjer pravzaprav dnevno zvoni veliko telefonov in potem pomagaš kolegom pri diagnostiki na drugih oddelkih, ki imajo probleme s pljuči, na primer, in potem pomagaš peljati diagnostiko in seveda tudi zdravljenje. Tudi med covidom je bilo podobno. Jaz sem takrat pogledal par tisoč slik, slišali smo se po telefonih in svetovali smo terapijo, obravnavo, tako in drugačno. In povsem na isti način poteka tudi sedaj, Jaz dobim sliko, ni treba tudi, da fizično vsakega bolnika grem pogledat, grem, če mislim, da je potrebno, ostale stvari se da tudi rešiti tako, da sliko vidim, da se pomenimo po telefonu in da svetujemo nadaljne ukrepe. In to meni zapolnjuje pravzaprav večji del delovnega časa, ampak moram reči, da tudi v tem uživam, ker se ob tem še vedno nove stvari naučim. Naprimer, če me kličejo z kakšnega drugega področja, se naučim o tem bolniku z drugega področja. Se veste, pljuča so pa praktično na vseh področjih lahko tudi prizadeta ob drugih boleznih in potem nekako skupaj ugotovimo najboljšo pot diagnostike in zdravljenja. Seveda smo vsi veseli, če nam to tudi uspeva. In tako da je treba vedeti, v bistvu tudi vsako jutro imamo sestanek, kjer se od vsakega bolnika na oddelku pogovorimo, tako da tudi na ta način sodeluješ. Seveda pa ne pišem več odpustnic, pišejo jih ta mladi, tako kot sem jih jaz včasih pisal. Tako, v bistvu to je en zelo dinamičen proces in če ta proces dobro funkcionira, če je dobro organiziran, če ga časovno dobro svoje korake ali pa delo na oddelku organizirano, potem so stvari lažje. Čas je velik problem ob tej kadrovski stiski, zato vsak jutri mi naredimo križanko, kaj bo tisti dan kdo delal. Poskušamo biti na sestanku kratki, jedrnati, tako da ga imamo v pol ure sestanek zaključen, potem se pa razbežimo nekateri na oddelek, jaz za konziliarni telefon ali pa ambulanto, drugi grejo delati posege, bronhoskopije, desne katetere in moram reči, da na tem oddelku delamo kar nekaj terciarnih storitev takih, na katere smo ponosni. Ta program presaditev v pljučnem skupaj z torakalnimi kirurgi in anesteziologi zelo dobro teče. Sami ga delamo celega, mislim, skupaj celotni tim. Potem na področju pljučne hipertenzije smo pravzaprav center, ki dela res dobro in tudi tukaj imamo mlade ljudi noter. Mladi ljudje zdaj to peljejo in res dobro peljejo. In pa seveda ne smemo pozabiti na vse tiste, ki jih vsak dan z urgence dobimo. To so pa tako imenovanega IPP-ja, ki je res velik problem, velik naval na to urgenco je. In mi se vsak dan trudimo, da na majhnem oddelku, mi imamo zdaj trenutno aktivnih manj kot 20 postelj zaradi prenove kliničnega centra, pa se trudimo, da vsaj enega do dva sprejmemo na dan iz urgence. Jaz mislim, da politika, pa tudi ministrstvo, pa tudi plačnik, se pravi zdravstvena zavarovalnica, pravzaprav ne poznajo povsem dobro, kako tale hiša funkcionira. To je res velika hiša, mislim, da je 8000 zaposlenih, vse skupaj zadnja številka, okoli 1500 zdravnikov, števila sester točno ne vem, ampak tudi veliko, premalo, ampak veliko. In da vse to funkcionira, se mora potruditi vsak dan zelo veliko ljudi. Zelo veliko ljudi. In zato to sem hotel prej reči, da
imam občutek, da bojo ljudje izgubili ta občutek pripadnosti te hiše. Tako smo bili mi starejši navajeni, mladi, predvsem ta najmlajša generacija je že drugačna, ne? Oni znajo ceniti tudi prosti čas, se ga mi tudi, ampak smo zmeraj mogoče prosti čas malo na stran dajali. In jaz mislim, da je to tudi prav, da bojo družine dobro funkcionirale, da bojo otroci v redu družinsko zrasli, ne samo prek babic pa dedkov pa raznih krožkov, ampak družina mora biti temelj, za mene je družina temelj in ta mora funkcionirati. Pa moram reči, da včasih neredko tudi moram biti samokritičen. Nisem prav zelo tako delal, kot zdaj razmišljam. Si želim, da bi jo mogoče več s svojimi otroci pa ne vem, življenje na tak čuden način potegne, da včasih to ne gre. Morda bi bil boljš, da bi imel mogoče takrat tudi malo glave teh mojih mladih kolegov. Tako da Seveda se v bistvu človek na strokovni ravni ves čas brusi in kot pravite, za razvoj je vsaj po tej plati poskrbljeno. Po drugi strani pa vemo, da sistemske danosti tega zagotovo ne omogočajo in to slovenska medicina že opaža tako rekoč redno, ne? In po drugi strani vemo, da pravzaprav vsi, ki kolikor toliko poznamo ustroj javnega zdravstva, vemo, da javni sistem brez dodatnega dela zdravnikov, ki ga ni malo, brez dodatnega dela medicinskih sester in ostalega kadra, ne bi mogel ohranjati dosežene ravni, ki je še vedno na prenekateri ravni zgled tudi v tujini. Se vam zdi, da bo zdaj z umikom soglasij in po drugi strani z molkom odgovornih predstavnikov izvršilne oblasti vse doseženo začelo pospešeno slabšati? Kakšna je vaša projekcija? Upam, da ne. Jaz stavko podpiram. Prav gotovo jo podpiram, predvsem jo podpiram zaradi tega, da bi se pokazali, da dejansko določene stvari v zdravstvu niso urejene. In rezultat tega je tudi, da potem zdravniki, ki so na voljo, sestre, ki so na voljo, morajo delati in seveda delajo v nadurnem času, dežurstvih in tako naprej, in seveda na koncu plača lahko zelo visoka, ne? Še posebej, če so to profili, ki jih ni in morajo biti obremenjeni toliko in toliko. Mislim, da zastonj se v zdajšnji družbi ali pa času ne dela več, ne? Te časi so mimo. Tako da predvsem se bo izkazalo, da če umaknemo soglasja in ta umik soglasja jaz pravzaprav razumem, na to, da pristanemo na nižje plače, seveda pol ne bo teh dodatkov, ampak da se bo v bistvu obenem izkristaliziralo, da nas je premalo in da dejansko nas neupravičeno v bistvu, bom rekel, tako javnost, ki je seveda malo nabrušena s strani medijev in politike, grdo gleda. Ker delamo v bistvu v svojem prostem času, a ne? Zdaj, plača tista, ki je najvišja, mislim, da zdaj je okoli malo po 3000 evrov neto, to je plača. Vse ostalo, tisto, kar se prikazuje, so pa vsi tisti razni dodatki, dežurstva in tako naprej. In malo poklicev je, ki čez vikende dela, ki dela noči, ki dela popoldne, poleg svoje službe. Naša služba, vemo, kakšna je. Mi pridemo zjutraj v službo, jaz ne dežuram več, odkar sem bil bolan, sem prenehal dežurati.
ampak zato točno tudi vem približno, kakšne so te plače brez dodatkov. In če dežuraš, pa potem dobiš toliko višjo plačo. In to se pač malo napačno vse skupaj prikazuje. Po drugi strani pa lahko rečem, da sem kot novinarka že ničkolikokrat izpostavila, da politika v tako občutljivem sistemu, kakršen je zdravstveni, v resnici nima kaj iskati. Prav je, če pomaga vzpostaviti okvire, ki omogočajo visoke standarde v skrbi za obolele, vendar tega ne naredi. Na reformo se čaka že dolgo, oziroma tudi na najnujnejše sistemske ukrepe. Politika se nikakor ne bi smela tihotapiti v vse pore javnega zdravstva, počne pa prav to, že desetletja. Politično narekovane odločitve pa, kot vemo in vidimo, na ustroj in delovanje zdravstveno-varstvenih institucij vplivajo uničujoče. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, res gre za zelo kompleksen problem, ampak jaz sem že večkrat tudi na takih, kar bom rekel, ustreznih mestih poudaril, pa so me malo po stran gledali, ker so bili na drugi strani politiki. Jaz nisem politik, nisem član nobene stranke, sem malo bolj konzervativnega pogleda, ampak nisem ekstremist na nobenem področju. Že večkrat sem rekel, da bi se pravzaprav politika morala iz zdravstva umakniti. In pravzaprav zanj sem najdel eno primerjavo, ko sem razmišljal to, kar so zdaj v bistvu skupaj stopili, kar se tiče nuklearke. In tako kot smo skupaj stopili pri poplavah, na ta način bi morala pravzaprav politika funkcionirati tudi v zdravstvu. Ne, da se na zdravstvu dobivajo ali pa zgubljajo politične točke. Jaz mislim, da je sicer ta moja želja utopična, ampak jaz ne vidim pravzaprav boljše rešitve, saj kratkoročno, ne boljše, da se politika prav na področju zdravstva poenoti, da pravzaprav pobriše vse tiste stvari, ki zdravstvo zavirajo, vključno z nabavami in tako naprej, in slabšo organizacijo, in da nas poskuša razumeti. To, da so v slovenskem zdravstvu aparature, bom rekel, vsaj mislim, da sem zadnjič slišal en podatek, 80% zamortizirane, to že ni stvar dobrega gospodarja. Zakaj se s tem zavlačuje? Zakaj se ne naredi enega dobrega programa in se obrača pravzaprav, pa vidiš, pa pri vsaki nabavi so pa še razne korupcije zraven, ne pri vsaki, ampak pri takih so razne koruptivne stvari zraven, kar nam seveda ni všeč, pa smo spet zdravniki krivi, da smo skorumpirani. Jaz mislim, da večino res mojih kolegov brez fige v žepu pošteno dela in da je te korupcije med zdravniki malo, seveda pa tako kot v vsaki družbi, v vsakem profilu boš najdel nekoga, ki pa drugače razmišlja. In politika bi mogla res počistiti s temi stvarmi oziroma imeti željo, pa tako kot zadnje čase spremljam na drugih področjih stvari, imaš kar včasih občutek, da se tega noče. In to je tisto, kar nas pravzaprav žalosti na en način, ker mi bi zelo radi delali, če nam na primer omogočijo, da delamo tudi takrat, v okviru hiše govorim, da delamo tudi takrat, mislim, da delamo takrat, ko so določeni resursi prosti. Tukaj je seveda kader problem, že redno delo se težko porihta. In tukaj vidim jaz mogoče najkrajšo možnost za skrajšanje čakalnih dob
da se nam omogoči v okviru ustanov, da naredimo še nekaj več. Seveda, jaz bi z veseljem naprimer na teden naredil še eno popoldansko ambulanto, če bi bilo, dopoldne ne moremo, so vse ambulante zasedene, ampak popoldansko ambulanto, kar pa seveda potegne za sabo laboratorije, rentgene in tako naprej, osebje, ki že dopoldne flikamo, pa kdo bi bil popoldne. Pa da bi bilo to naprimer malce vsaj primerljivo z načinom dela, ki ga imajo privatne institucije v bistvu organizirane, pa tudi če manj, ampak vsaj ustrezno plačane, potem mislim, da je to najhitrejši odgovor. Ne denar vršiti v sistem, to ne gre, to smo že takrat vedeli, da ne bo šlo. Treba je točno reči, naprimer, pulmologija ima toliko in toliko čakalnih dob, rečemo v kliničnem centru, dajte jih skrajšati, a boste naredili toliko in toliko popoldanskih ambulant, pogoji so taki in pol se pač stvari odloči in se jih plača tako, kot se jih dopoldne plača, se jih tudi popoldne plača. Jaz sicer malo naivno to razlagam, pa tudi ekonomije ne poznam, nisem ekonomist, nisem za to študiral. In tudi doktorji se pravzaprav, pa sestre ne bi smeli ukvarjati z ekonomijo. Z ekonomijo so drugi ljudje, ki so študirali za to. Vendar pa mora biti zagotovljen celosten, celovit in dobro domišljen pristop, da bo to delovalo. Tako, lepo dobro kontroliran, zato da denar ne pobegne tja, kar ni treba. Pa bi se po moje dal marsikaj urediti. Jaz mislim, da volja bi bila, da bi tukaj ljudje delali tudi, če imajo voljo delati naprimer pri koncesionarjih, mislim, da bi bila volja, če bi bilo vsaj približno primerljivo delati tudi tukaj, ne? Ja. Kdo pa je po vaši oceni tisti, na kogar bi danes lahko najbolj upravičeno pokazali s prstom kot na glavnega krivca za nastanek tako dolgih čakalnih dob za posamezne storitve v zdravstvu? Pravzaprav težko bi verjeten, to je kompleksna stvar, ne? Jaz mislim, da bi težko samo na enega s prstom pokazal. Sigurno je politika zelo na visokem mestu, ker ni načrtovala v bistvu tega, da bo priliv bolnikov tako velik. Za priliv bolnikov je spet veliko razlogov. Eno je populacija, ki se stara, eno je dobra medicina, ki pomaga dolgo živeti ljudem, a ne? Ampak ti ljudje imajo potem več bolezni, potrebujejo več oskrbe, kar avtomatično zapolnjuje prostor že na primarnem zdravstvu, pa veliko teh bolnikov rabi specialistično obravnavo, se pravi, grejo tudi naprej. Zdaj, na primarnem zdravstvu bo verjeten tudi potrebno nekaj narediti. Jaz zdaj čase primerjati za toliko let nazaj, ko sem bil jaz v družinski medicini, je zelo težko. Tudi način dela je bil drug, računalnikov ni bilo pa tako naprej, vse smo na roke pisali. Ampak mi smo v ambulantah pogledali 50-60 bolnikov v dopoldanskem času, nekaj je bilo treba še receptov napisati, pa tako da so bile številke kar velike. Zanj sem bil pravzaprav presenečen. Jaz verjamem, da ni povsod tako, ampak ko specializanti tudi družinske medicine hodijo v našo ambulanto, je rekel specializant, se vi pa veliko bolnikov v specialistični ambulanti pogledate. Jaz jih ponavadi med 20 pa 25 pogledam v eni redni ambulanti, so specialistične obravnave. Od tega je sigurno vsaj ali pa približno pol prvih pregledov, se pravi prvič srečaš bolnika, nekaj je seveda kontrol, ker svoje redne kontrole naročaš. Ker jih je v bistvu, bom rekel, za specialistično obravnavo kar veliko, ker bi jih v bistvu te kontrole morala podelati tudi družinska medicina, če bi seveda imela čas za obravnavo teh bolnikov. No in ta kolega je rekel, sem rekel, ja, se vi jih pa še več, a ne, je rekel, mi jih pa manj pogledamo, ampak imajo pa veliko obravnav, se pravi maili, napotnice, pol razne bolniški staleži in tako naprej. Samo to ni isto kot bolnika gledati, ne. Eno je papirologija, drugo je pa konkreten stik. Jaz mislim, da so oni bistveno preveč s to papirologijo obremenjeni, tudi na splošno. Na splošno je papirologija
kar se same organizacije zdravstva tiče, vsega ratala res preobsežna, postopki grejo prepočas. Tudi tako, ko vidim, ko se naprimer nekaj obnavljamo za nas v kliničnem centru, vse počas teče, pa ni kliničen center sam kriv, ker je veliko zahtev takih, ampak tudi na nivoju, po moje, teh raznih birokratskih aparatov je ogromno enih sestankov, treba izpolniti toliko in toliko raznih pravil, nič ne gre na zaupanje, seveda, ker smo vsi prestrašeni s to korupcijo in tako naprej, in postopki tečejo blazen počas. In to pohitriti, ne vem, z digitalizacijo medicine, razbremenitve, bom rekel, zdravstvenega kadra z teh birokratskih uteži, oziroma teže, ki nas bremeni, in dati več prostora pa možnosti zdravniku pa sestram, da se bodo ukvarjali z bolnikom. Poleg tega, če se pogovarjamo o tej 80% iztrošenosti aparatov, naprimer, že sam na področju magnetne rezonance aparati so veliko prestari, več let prestari. Zdaj, novejši aparati, prvič so boljši, kar se kvalitete tiče, drugič hitrejši so in spet bi mi lahko pogledali toliko več bolnikov, V hitrejšem času bi jih obdelali in bi se čakalne dobe tudi na ta način lahko zmanjšale. Če bi imeli mi na voljo te, bom rekel, tehnične resurse tudi na različnih področjih, bi že na račun tega tudi skrajšali lahko čakalne dobe. Tako da to so res večplastni problemi. Predvsem glaven problem se mi pa zdi, da ni kontinuitete. Ne more se vsake 2 let nekdo drug s tako kompleksno stvarjo ukvarjati. Ne more. A veste, ne more se, da pride neizkušena politika, postavi, bom rekel, strokovno ljudi, ki se morajo pravzaprav organizaciji zdravstva naučiti, kako to funkcionira, to ni v 5 dnevih. To je leta mimo, pa se pa spet zamenjajo, pa spet na nov. Pa ene stvari v predalih ostanejo, druge ne. Pa pol še to, da naprimer eden reče, to so pa oni pa vse narobe naredili, mi bomo na nov. Ne moreš medicine vsakič na nov delati. Predvsem pa obljublja, da boš vse popravil, ker je nerealno pričakovanje, da boš ti, 140 000, ne vem koliko je zdaj čakajočih, v enem letu znižal, ne vem na koliko. Ja, s kom? Kje? Prvič ni, po moje, ni prostorov, ni kadra in ni tudi denarja. Se ti lahko milijardo flikneš noter, pa ne bo ta milijarda naletela na plodna tla, če ne bo teren pripravljen. A veste, tako kot jaz ne morem imeti možganov operirati, verjetno bi vsaj tiste osnovne korake naredil, ampak s pacientom vprašanje, kaj bi bilo, mogoče bi znal kožo še prerezati, lobanjo že ne več. Tako bi morali tudi v politiki imeti izkušene kadre, ki res 2 mandata delata. Isto velja za vodenje tako velikih ustanov, kot je to. Ne more biti v kliničnem centru vsake 2 let zamenjan ali pa 1 let direktor pa njegova ekipa. Ko se spet uči, jaz moram reči, da zdaj, kar se tele ekipe tiče, imam zelo dober občutek, ker se res trudi, ampak bo pa rabila pomoč strani ministrstva, se pravi države in pa seveda plačnika, da se razume, da ta hiša ima boljš plačane storitve, to vemo, ampak še vedno se jaz mislim, da še vedno niso dobro vrednotene za to, kar se v tej hiši dela. Jaz mislim, da koncesionarji so že prav, da je to prav, ker oni skrajšujejo čakalne dobe, tudi dobro delajo, ampak treba si je pa priznati, da določene stvari
zapletene, drage in vse skupaj, pa najzahtevnejše paciente pa obravnava kliničen center. Kliničen center ne moreš primerjati z eno še tako dobro privatno ustanovo, a ne. Zelo težko. Mi smo na primer v nivoju države se lahko približno primerjamo z Mariborom, a ne. Še bolj pa čez mejo, na primer z Univerzitetno kliniko na Dunaju in podobnimi ustanovami, kjer se res dela ta medicina in seveda končni cilj, ker jaz ves čas poudarjam, pa ne vem, vsi sicer to govorijo, ampak morda se tudi ne zavedajo, kako pomemben je bolnik v vsem tem noter. In za naše bolnike moramo mi ustvariti te pogoje. Jaz sem mogoče, bo izgledal preveč naiven ali pa preveč optimističen, ampak jaz iskreno upam, da se bo ta zdravstvena politika, pa vse tisto, kar zraven paše, poenotilo, da se ne bo metal polen pod noge, ampak da se bo poskušalo res nekaj dobrega narediti. Jaz ne znam, nisem toliko pameten, premalo poznam sisteme, ampak v tej državi so sigurno ljudje, ki bi bili sposobni zelo dobro razmisliti, kaj in kako narediti. Bom rekel, ne bom rekel brainstormati, ampak brez, rečemo, enih pritiskov, rečemo, politike na ta področje. Pa naj se združijo končno, saj izgleda, da so sposobni tega in jaz mislim, da bi mogli prav tako na ta način, kot so za nuklearko, tudi za zdravstvo stvari narediti. Ob vseh teh logističnih, sistemskih izzivih, ki jim praktično že zelo dolgo ni videti konca, predvsem pa ne pravega odgovora, pa se v tem trenutku, ko smo še vedno sredi stavke zdravnikov, ki vsaj trenutno ni videti konca, je pač pogled treba usmeriti predvsem v pacienta. Kako zaščititi bolnike, če ne bo tvornega dialoga med sindikatom in vlado? Kaj storiti? Jaz vseeno upam, da bojo vsaj toliko pametni, da se bojo zmenili na takih področjih. Je treba na pameten način se dogovoriti, vedeti, da je zdravstvo res posebno, in da bo res rabilo en zelo dober svoj steber, v okviru katerega bojo v bistvu vsi vključeni, ne samo zdravniki. Zdravniki seveda smo nosilci dejavnosti, a ne, in tukaj je potrebno na teh področjih stvari doreči. Seveda ne govorimo samo o denarju, da ne bo spet narobe, ampak treba bo dogovoriti tudi verjetno kakšne druge stvari, kar se dopustov tiče, kar se variabilnega dela plače tiče, kar se odgovornosti tiče. No, tukaj bi mogoče poudaril, da bi morali imeti vsi direktorji poleg odgovornosti, ki jo imajo, tudi možnost, da na določene stvari vplivajo, da nagradijo dobre, da odvzamejo kaj tistem, ki niso dobri. Jaz mislim, da to bo prej ali slej to uravnilovko bo treba v samem stebru tudi razrešiti, a ne. Ne vem, zdaj zaenkrat verjetno kakšnega interesa ni, ampak bo treba tudi v to kislo jabolko enkrat ugrizniti. Tako da jaz vsaj upam, da bo stavke čim prej konec in da se bomo iz te stavke tudi marsikaj, kar smo se pogovarjali, naučili. Prvič, da nismo vse samo zdravniki krivi za to stanje,
drugič, da nas je res premalo in zaradi tega nekateri več služijo in so potem prikazani kot zaslužkarji, pa pravzaprav to ni res, da žrtvujejo ogromno svojega prostega časa, za kar so seveda plačani, ampak nimajo pa prostega časa, nimajo časa za družine in tako naprej. Tako da upam, da bo to se pokazalo, čeprav jaz v medijih pravzaprav takega razmišljanja redko slišiš. Saj sindikalni vodje nekaj povejo, ampak zelo so, mislim, da kar se tega tiče, tudi bom rekel, včasih rezani ali pa ne vem, se napiše tisto, kar je pač po volji ne vem komu. Jaz sem prepričan, da za večino bolnikov je tudi v času stavke zelo dobro poskrbljeno. Pa govorim tudi ne samo za tiste, ki ne pašejo v te kategorije, ki so z zakonom določene, ampak mislim, da tudi pravzaprav na področje ostalih bolnikov, da je za njih, za tistega, ki potrebuje, kar dobro poskrbljeno. Problem je pri tistih, ki ne pridejo do diagnoze oziroma ki tako dolgo čakajo na ključne preiskave, kajti potem, ko si enkrat v sistemu zadeve stečejo, takrat je res poskrbljeno zate, zatika se prej. Ja, zatika se prej. Zdaj, to sva se pa pogovarjala, kdaj so te čakalne dobe nastale. Jaz imam občutek, da smo kar tam okoli covida se je sprožili, da je toliko in toliko čakajočih, takrat je bil res zastoj, ki ga je bilo zelo težko peljati, ker so bili pač kadri usmerjeni v, bom rekel, obravnavo bolnikov s covidom. Ampak tudi zdaj po covidu se to še zmeraj nadaljuje in vstop v sistem je res lahko problematičen. Tako da tukaj bo res treba prvič pregledati, zdaj ne vem, se mislim, da pregledujejo, ampak koliko teh je podvojenih v sistemu, koliko jih je bilo že obravnavanih kje drugje. Jaz mislim, da pravzaprav podatkov čisto dobrih in točnih nimamo. Jaz bom rekel, se veste, zdravnika pokličejo pa rečejo, a ti kaj veš, ali bo to šlo ali ne bo šlo. Ampak takih klicev je pravzaprav ni zelo veliko. Verjamem pa, da nekateri absolutno predolgo čakajo na določene stvari, ampak nismo spet, da ponovno ponovim, zdravstveno osebje za to večinoma krivi. Naj nam omogočijo, pa bomo lahko še marsikoga več pogledali. Jaz sem prepričan, da se to da. Tako da jaz mislim, da bolnikom se ni treba bati, da zdravniki nismo tisti, ki jih ne bi hoteli gledati, no, tako bom rekel. Ampak da naj nam omogočijo, da jih bomo lahko.